Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji čudoviti pravljici bomo spoznali, kakšen pomen in kakšno moč imajo besede, ki jih izrečemo ali zapišemo. Knjižna junakinja Lisica pa bo na lastni koži doživela, kaj pomeni star pregovor: kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, ki jo je napisala Moiceja Bonte z naslovom Šivalnica besed. Nekega zgodnjega zimskega dne je v hišico v gozdu prišla mačka Mija. Na vrata je z velikimi črkami napisala Šivalnica besed. Tako je vsakdo vedel, da ne šiva oblek, ampak samo besede. Na moj plašček zaši besede, rada te imam, je prosila veverica, ki je bila zaljubljena v veverička sosednjega drevesa, pa mu tega ni upala povedati. Prav, se je strinjala mačka Mija in se nasmehnila. Vedela je namreč, kakšen učinek bodo imele zašite besede. Meni pa na volnen pulover zaši besedi delim objeme, je rekla zajčica Zala, ki je zelo pogrešala svojo prijateljico, ki se je preselila drugam. Tudi lisica je izvedela za šivalnico besed, zato je pohitela s svojim naročilom. Na moj rdeč svilen šal napiši vabim te na gostijo, je rekla in se zahihitala. Upala je, da bo tako prišla do okusnega zajtrka, kosila ali večerje. Le čemu bi po gozdu tekala za hrano, če pa lahko hrana pride k njej. Mačka Mija, ki je za ta dan sprejela še eno njeno naročilo, je malce pomislila, potem pa vprašala. Si prepričana, da želiš na svoj šal zašiti prav te besede? Seveda, je navdušeno pritrdila lisica in se obliznila okrog ust. To je ravno pravšnji napis. Vedela je, da v gozdu že primanjkuje hrane, njena shramba pa je bila napolnjena le do polovice. Po zimi zagotovo ne bo sita, če bo jedla le to, kar je bilo v njej. Potrebovala bo kakšen obilnejši obrok. Prav vse živali, razen medveda, ki je želegel k zimskemu spanju, bo zlahka zvabila v dobro premišljeno past. Kakor želiš, je rekla mačka Mija in sprejela lisičin šal. Naslednji dan so veverica, zajčica in lisica prišle po naročeno. Mačka Mija je res mojstrsko zašila besede na njihova oblačila in veverica si je hitro oblekla plašček z napisom Rada te imam. Tudi zajčica Zala si je oblekla volnen pulover z napisom Delim objeme. Lisica pa si je okrog vratu ovila šal z napisom Vabim te na gostijo. Besede imajo veliko moč, jim je v slovo rekla mačka Mija, potem pa se je lotila novih naročil. Veverica, zajčica in lisica so se odpravile proti domu. Tudi jaz te imam rad, je veverici zaklical jazbec. Veverica ga je presenečeno pogledala, saj tega od jazbeca ni pričakovala. Tudi jaz te imam rad, ji je rekel jež, ki je ravno pokukal iz zakupa odpadlega listja. Tudi jaz te imam rad, ji je končno rekel veveriček s sosednjega drevesa. Neverjetno, je bila presrečna veverica.
kaj zmore nekaj zašitih besed? Nujno potrebujem tvoj objem, se je zajčica razveselil polh, ki mu je neurje razdajalo dom. Zajčica ga je močno objela in se pri tem tudi sama fantastično počutila. Kakšna sreča, je rekel dihur, ko jo je zagledal in iztekel objem. Celo volk, ki je bil ta dan strašansko slabe volje, ker njegova shramba še vedno ni bila polna, jo je prosil, da ga objame. Zajčica je bila presrečna, saj zašite besede niso polepšale dneva samo njej, ampak tudi vsem, s katerimi je objeme delila. Tudi lisica je s svojim šalom, na katerem so bile zašite besede vabim te na gostijo, poskrbela, da ni ostala neopažena. Sova, sraka, polh, jež, veverica, zajec in volk so njen šal že zdavnaj opazili. A čeprav so se jim ob pogledu na zašite besede pocedile sline, si k lisici niso upali. Lisica ne bi bila lisica, če ne bi česa prikrivala, jih je svarila sova. Ne zaupa mi, je sovi pritrdil polh. Bolj je lačen kot mrtev, pa je rekel zajec. Živali so dolgo in glasno razpravljale o lisici in njenem povabilu na gostijo, zato so govorice prišle na uho tudi medvedu, ki se je v topli zimski pižami ravno pogreznil v svojo mehko posteljo. A ker se ni najedel toliko, kot bi si želel, zimski spanec kar ni in ni hotel priti. Morda mi bo obisk pri lisici pomagal zaspati, si je mislil medved in se skobacal iz tople postelje. Potem je prečkal lesen mostiček čez zamrznjen potoček in potrkal pri lisici. Kaj pa ti tukaj? Se je prestrašila lisica, ko ga je zagledala. Prišel sem na gostijo, je rekel medved in povlekel za njen šal, na katerem je imela zašite besede vabim te na gostijo. Lisici je ob medvedovem prijemu tako stisnilo vrat, da je komaj lovila sapo, zato je hitro pokimala. Ko jo je medved izpustil, je iz svoje shrambe začela nositi vse, kar je imela v njej, da bi ga le pogostila. In tako se je zgodilo. Lisica je zaradi zašitih besed komaj preživela zimo. Besede imajo veliko moč, jo je spomnila mačka Mija, ko se je lisica znebila šala in vsa sestradana spet potrkala na njena vrata. Ja, pa še res je. Poglejte. Besede imajo ogromno moč. Seveda pa lahko v drugih izzovejo tako pozitivna kot tudi negativna občutja. Zato moramo biti spoštljivi pri komunikaciji tako z drugimi otroki, kot tudi z odraslimi osebami. Res izjemno poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Zajčkova hišica, ki je prav tako nastala izpod peresa slovenske pisateljice Anje Štefan, v kateri boste spoznali lisico, ki je z lažmi želela priti do nove hišice. A naj vam prišepnem, da njen zviti plan ni uspel tako, kot si je zamislila. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite spoštljivi, ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, še kako res je, ne? Besede. Bravo, muca Mija, za tako odlično idejo. Super.